Teden, ki ga zaključujemo, je zaznamovalo zasedanje Evropskega parlamenta. Spregovorili smo o strategiji cepljenja in na nek način vsi enotno mislimo, da se nam že kaže luč na koncu tega dolgega tunela. V nadaljevanju je Portugalska predstavila svoje cilje v polletnem predsedovanju, ki ga je pričela z novim letom. Spregovorili smo pa tudi o želji po boljših odnosih z novim predsednikom Združenih držav Amerike, ki je pač začel mandat v tem tednu. V torek sem se sestal s kmetijskim ministrom Joždom Podgorškom tu pri nas v Krškem. Spregovorili smo o ukrepih, ki jih država pripravlja za odpravo posledic korone krize na področju kmetijstva, tudi o namakanju in drugih ukrepih, ki bodo v prihodnji perspektivi zelo aktualni tudi za področje, iz katerega izhajam, se pravi področje ob reki Savi. Govora je bilo tudi o nedovoljenih trgovinskih praksah. Iz Evropskega parlamenta sem pridobil predhodno študijo, kako se te stvari, se pravi implementacije Evropske direktive, lotevajo v drugih državah in tudi pri nas je to zelo zahtevno področje. Vsekakor pa nismo mogli mimo notranje politične teme. Slovenija ima zelo čudno včasih temo notranje politike, ki že meji malce na burleskno situacijo, in prav posebna je tudi vloga gospoda dr. Podgorška, ki je še vedno minister iz kvote Desus. Upam, da vlada obstane in na nek način tudi zagotovi nemoteno delo v tem zahtevnem letu, v katerega smo vstopili.